Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer izjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 7. januar 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Po tragični smrti Korošice po lepotnem posegu v Turčiji smo se o nevarnostih lepotne kirurgije pogovarjali s predstojnico oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline v UKC Maribor, dr. Minjo Gregorič. Ta konec tedna bodo smučarske skakalke tekmovale v Ljubnem ob Savinji. S predsednikom organizacijskega odbora Rajkom Pintarjem o tem, kdaj bi lahko Ljubno ob ženski tekmi gostilo tudi moške skakalce. Da je Mariborčan v elegantni obleki in s cilindrom na glavi, ki zna oživeti letnice z mariborskih ulic. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Slovenijo, zlasti Koroško, pretresa tragična vest, da je 44-letnica iz Slovenj Gradca po estetskem posegu v Turčiji umrla. Ministrstvo za zunanje zadeve je smrt slovenske državljanke v Turčiji potrdilo. Konkretnih informacij o pokojni in okoliščinah smrti pa zaradi varovanja osebnih podatkov ne razkriva. Tragična zgodba se je po naši viri začela tako, da se je Korošica odpravila v Turčijo proti koncu decembra lani. S posredovanjem neke agencije so ji na neki kliniki v Turčiji opravili liposukcijo. Konkretna imena agencije in izvajalcev še preverjamo. Pozneje, ko je že bila v hotelu, so se pojavili težji zdravstveni zapleti. Zato je morala v bolnišnico, kjer je v začetku leta umrla. Uradni vzrok smrti bo sicer znan šele po obdukcijskem zapisniku. Truplo pokojne bo te dni šele pripeljano v Slovenijo. Tragični razplet žal nakazuje, da so večkratna opozorila in tudi v medijih že objavljeni primeri posegov, ki se lahko končajo z resnimi zdravstvenimi zapleti ali celo smrtjo, več kot na mestu. Več je objav o potencialno tveganih posegih po privlačnih cenah prav v Turčiji. Vse več je tudi negativnih izkušenj in nepovratnih posledic. Z mano v studiu je novinarka Jana Juvan, ki se je po tragični smrti Korošice pogovarjala s predstojnico oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline v UKC Maribor, dr. Minjo Gregorič. Jana, na kaj je opozorila predstojnica? Ja, zdravo Tjaša. Opozorila je predvsem, da so posegi, kot je recimo operacija dojk, odstranjevanje odvečne kože na trebuhu, liposukcije, korekcija nosu in podobno, kar ljudje pogosto ali pa vse pogosteje opravljajo tudi v Turčiji, pa v Sloveniji je priljubljena destinacija tudi Srbija, da to pogosto niso zanemarljivi posegi, ki jih opraviš kar mimogrede, brez posledic, da lahko prihaja do zapletov, da so to lahko zapletene operacije in da je takšen zaplet se lahko rešuje pod nadzorom, ne pa če greš po operacijo kar v nekakšno hotelsko sobo in te nihče ne pregleda. Kaj je torej dobro oziroma celo treba preveriti, preden opravimo tak poseg? Ona je opozorila, da je zelo pomembno, da je v bližini, da najprej preveriš samega kirurga, ki bo to opravil. Lahko preveriš, če ima resnično licenco, tudi če je vključen v kakšno mednarodno združenje estetskih kirurgov in potem, da preveriš tudi kliniko, kjer je zelo pomembno, to je ona opozorila, da je v isti ustanovi ali pa res zelo blizu tudi ustrezna kirurška in intenzivistična oskrba, ker ob zapletu je treba reagirati zelo hitro in v takem primeru potem pač morajo biti te poti zelo hitre. Rekla je, da so lahko tudi v Turčiji odlični kirurgi in odlične klinike, ampak da je zelo pomembno se dobro informirati, da ona kot pacientka bi tudi zahtevala vsaj nek videoklic, kjer lahko postaviš vprašanje kirurgu, ki te bo operiral in se z njim tudi potem v bistvu pogovoriš o možnih zapletih, o tem, koliko časa je za okrevanje, kaj lahko v tem času počneš in tako naprej. Ne gre torej posploševati, vendar sta torej previdnost in pa informiranost na prvem mestu, kot praviš. Pogovarjali pa sta se torej tudi o primerih, ko se slovenski pacienti torej vrnejo iz tujine in morajo slovenski zdravniki tukaj reševati torej zaplete, do katerih pride. S kakšnimi zapleti, s kakšnimi primeri se slovenski zdravniki srečujejo? Rekla je, da največkrat pridejo k njim po manjših posegih
In zelo pogosto po uporabi teh polnil, ki so v zadnjem času vedno bolj priljubljena, pri tem je opozorila tudi, da se marsikje uporabljajo polnila slabše kakovosti ali pa celo silikon, ki ga tukaj že dolgo več ne uporabljajo in potem lahko pridejo do raznih zapletov, do okužb. Povedala mi je par takih primerov, ko je prišlo pač do tovrstnih zapletov. Eni gospe so tudi v Mariboru morali se v bistvu na nek način rešili življenje zadnji čas. Opozorila je tudi na trend, ki je zdaj na srečo že mimo teh brazilskih zadnjic, ko so si dajali ženske povečevati. Tu je strokovna literatura menda opozarjala, navajala veliko primerov zapletov, tudi smrti, ker je prihajalo do maščobnih embolij. To je tudi ena tak zaplet, ki je pogost recimo pri liposukciji, za kar se domneva, da je ta gospa, o kateri smo pisali, da je šla v bistvu na liposukcijo. Jana, kako nevarna je torej lahko liposukcija? Ja, tudi tukaj je predstojnica povedala, da je velika razlika, če gre za nek omejen obseg ali pa večje regije telesa. In v bistvu pri liposukciji najprej skozi kožo aplicirajo neko tako posebno zmes raztopin, in na tak način lahko v telo, sploh če gre za veliko regijo, tudi več litrov te raztopine dajo v telo in jo potem vse skupaj z maščobnim tkivom in z krvjo srkajo ven iz telesa. In večja kot je količina te raztopine, večja je nevarnost, da lahko pride do kakšnih premikov tekočin v telesu. Ona to imenuje hemodinamska nestabilnosti, se pravi, lahko pride do prizadetosti srčno-žilnega sistema, lahko pade krvni tlak, pride do tromboze žile, do pljučne embolije, in ta je tudi zelo visoko smrtna. Povzroči lahko liposukcija tudi, da zaide v bistvu delček te maščobe v krvni sistem in tako pride do maščobne embolije, to spet lahko potuje naprej in pride do pljučne embolije in zaradi tega se lahko tudi umre. Na trebuhu je tudi lahko zelo nevarno, ker delajo pač nad temi trebušnimi organi in lahko pridejo do drugih zapletov, da v bistvu predrejo črevesje, se izlije blato, pride do okužbe, do sepse. V glavnem, to niso nedolžne stvari in je zato pomembno, da jih opravljajo res dobri strokovnjaki v dobrih pogojih v klinikah in rekla je, da ni samo pomembno, da je dober kirurg, ampak tudi dober anesteziolog, ki pač seveda vedno sodeluje pri operaciji in pa seveda vsa ekipa, ki lahko zaplete hitro rešuje. Da bo torej primerov, kot je ta, o katerem smo poročali, torej nič. Hvala, Jana, za tvoja pojasnila. Celoten intervju oziroma pogovor s predstojnico za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo v UKC Maribor pa torej danes v tisku in na spletu. Po Beljaku bo naslednja postaja smučarskih skakalk Ljubno ob Savinji, kjer bodo v petek kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa tekmi. A ker je trend Mednarodne smučarske zveze FIS združevanje moških in ženskih tekem na enem prizorišču, na Ljubnem vedo, da je treba nekaj spremeniti. 94-metrska skakalnica je že sicer med manjšimi v ženskem koledarju, moški na takšnih niti ne tekmujejo več. Bi lahko torej ženska tekma, ki privabi največ gledalcev na svetu, izpadla iz koledarja? Predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar pravi, da ne. Čeprav koledar za naslednjo sezono še ni znan, zatrjuje, da ima zagotovila od FIS vsaj še za leto 2027, po nekaterih besedah tudi do 2030. Pa takrat? Takrat pa naj bi na Ljubnem že stala 160-metrska velikanka, ena največjih skakalnic v Evropi. In na njej naj bi, podobno kot letos Planicam na letalnici, Ljubno lahko gostilo tako žensko kot moško tekmo. Citiram: Tako ali tako pa združevanjem tekem ne gre hiteti, saj je na ženskih tekmah do 2000, na moških pa tudi do 25 000 gledalcev, ki pač ne želijo stati od 6 do 8 ur na tekmovališču, pravi Pintar in priznava, da se recept združevanja zaenkrat še ni izkazal za uspešnega. Mariborske ulice so polne letnic, a le malo kdo je znal živeti tako kot Jure Goleš. Človek v elegantni obleki in cilindrom na glavi, ki ga morda srečujete v družbi radovednih turistov, ni le vodnik. Je pripovedovalec, ki je suhoparna dejstva zamenjal za zgodbe, humor in popkulturne analogije. V rubriki Gremo na kafe nam Jure razkrije, zakaj Slovenci kavo žulimo ure in ure in kako smo z eno samo žarnico pred kano navdušili avstrijskega cesarja.
Njegova pot do turizma ni bila linearna, a danes svojo znamko Martur navdušuje tako tujce kot domačine. Zakaj se Mariborčani premalokrat ozremo navzgor in zakaj bi si moral vsak izmed nas vsaj enkrat privoščiti vikend v svojem mestu kot turist? Preberite intervju o mestu, ki je varno, čisto in ferdamano lepo, ter o človeku, ki verjame, da ima Maribor karakter, ki ga ne smeš spregledati. Od prve električne luči do skrivnosti najstarejše trte. Spoznajte Maribor, kot ga še ne poznate. To je bil večerodnevni podcast Večerje zjutraj 7. januarja 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.